se leto, blažen kraj, ker bi od dvoje lepih samočip tako prevzet, da sem njih sužen zdaj. In blažen prvi grenko sladki vzdih, ki z amorjem me v eno je spojil, in blažen lok puščice, ki od njih v srce krvave rane sem dobil. In blažene želje, solze in vzdihi in še besede mnoge, brez števila, ki z njimi klical drago sem ime. In blaženi naj bodo vsi ti stihi, ki njo slave, in misel, ki le nje se za vselej uklenila. Spoštovani literarni ustvarjalci, cenjeni obiskovalci. S sonetom slovitega renesančnega lirika Francesca Petrarke v interpretaciji Simone Rožman-Strnad in z romantično skladbo Franca Lista, soneto del Petrarka 47, ki se je v skladateljevem ustvarjanju napajala prav iz te pesnitve, smo zapluli v sklepni del 24. območnega srečanja literarnih ustvarjalcev, Če beseda bi doma ostala. Beseda in glasba, vsestranski sopotnici, bosta prepletali tudi nocojšnji večer. Ob predajanju branju literarnih del sodelujočih avtorjev bomo uživali tudi ob poslušanju skladb v izvedbi glasbene gostje, mlade pianistke Teje Jeličič. Teja prihaja iz Brežic in študira na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu v razredu profesorice Zuzane Niederdorfer. Svojo glasbeno pot je začela v glasbeni šoli Brežice pri profesorici Karolini Vegel-Stoper, ki jo je navdušila nad klavirsko glasbo. Srednješolsko izobrazbo je pridobila na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri profesorici Lidiji Malahotki-Has. V teh letih se je udeležila številnih glasbenih tekmovanj in prejemala najvišje nagrade. Leta 2020 je za svoje dosežke prejela Škrjančevo nagrado Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Še vedno smo prisotni v nenavadnem času, polni razmišljanj o včeraj in jutri, v strahu in srečevanju z drugačnostjo, ki se nas dotika. Zagotovo pa v tem času iščemo in najdemo inspiracijo v umetnosti in v umetnost izlivamo svojo inspiracijo, tudi z literarnim ustvarjanjem. Območna literarna srečanja na JSKD Brežice vsa leta pripravljamo z namenom, da besedi ljubiteljskih literarnih ustvarjalcev omogočimo stik s svetom, da bi se njihove zapisane misli in besede imele priložnost predstaviti literarnim navdušencem, ki hrepenijo po branju in spoznavanju zgodb drugih avtorjev. Napisane besede imajo veliko moč, njihovo prepletanje pa je lahko še močnejše, če izrečene občutke ubesedimo s pridobljenimi veščinami in priporočili. Zato naše vsakoletno literarno druženje poteka v prvem delu v obliki literarne delavnice, na kateri se pisci s strokovnim vodstvom pogovorijo o prispelih delih. Letošnje prispevke 11 avtorjev je prebirala in o njih zapisala strokovno mnenje doktorica Alja Adam, strokovna spremljevalka srečanja. Alja Adam, pesnica, znanstvenica in specializantka gestalt psihoterapije, je izdala 4 pesniške zbirke, v zadnjih letih sta bili 2 nominirani za Veronikino in Jenkovo nagrado. Deluje kot mentorica kreativnega pisanja, predava svetovno književnost in se s srcem, kot pravi sama, predaja psihoterapiji. Našega dogodka se ni mogla udeležiti, zato dovolite, da povzamem nekaj poudarkov iz njene spremne besede. Pričujoči izbor del brežiških avtorjev vključuje vsebinska raznolika besedila, ki pa se stikajo v tematikah, kot so ljubezen, odnos do narave, odnos do presežnega, ujetost v čas in prostor minljivosti. V poeziji se pojavlja tudi sodobna problematika koronskega in protikoronskega časa, v katerem ljudje iščejo svojo identiteto v odnosu do širšega sveta.
Mojca piše pesmi po trenutnem navdihu za dušo in za domačo uporabo. Loteva se resnejših tem, pesmi so intimistične, govorijo o hrepenenju, odnosu do mame, minevanju življenja, v nekaterih se pojavlja tudi družbena kritičnost. Sodeluje v literarni sekciji Društva invalidov občine Brežice in skupaj z ostalimi člani pripravljajo izdajo pesniške zbirke. Mati čaka. Vsaka solza, ki po licu steče, vsaka zareže svojo pot. Vsaka naslednja še bolj zapeče, vsak njen premik zaboli vse povsod. Zabolijo srce, ko se zave, da otrok je zrasel v moža, da se odpravlja, da gre, da želi okusiti še del tujega sveta. S tresočo roko si solzo obriše, s ponosom v očeh ga objame. Strah jim med gube črto zariše, da le ne bi pozabil domače hiše. In dan za dnem v mraku, preden zvečer okno zastre, s hrepenenjem prisluhne koraku in na vaško se cesto zazre. Prozi izraža zanimivim, humornim, opazujočim, tudi družbeno-kritičnim pisanjem. V nekaterih pesmih, ki smo jih letos prebirali, se dotakne bližnjih medosebnih odnosov, zato so intimne. Spet v drugih črpa ideje iz opazovanja življenja v bližnji okolici oziroma iz domišljije, ki se mu pri opazovanju poraja. Ponudbe. Vesolje na kavo, tako, za zabavo. Morda, a ponudba velja samo za izbrane. Ogled velemesta, izlet med podgane in gruče brezdomskih otrok v borbi za koščke odvržene hrane. Safari v puščavo, iskanje v kosti ljudi in živali pomrlih od džeje. To bodo za vas čudovite trofeje. Vse to in še več lahko doživite, če pohitite. Nekatere usluge so že razprodane, druge še čakajo na vaš žep in utopele možgane. Neurejena na uro pa sploh ni poznala. Ni je rabila, je tudi nikdar ni imela. Vse, kar je Polda v življenju počela, je vedno storila zgolj po občutku in kot je dejala, tako parenglih. Jurij Marusik redno nastopa na literarnih srečanjih in odprtih likovnih razstav. Izdal je 8 pesniških zbirk, 3 zbirke pravljic, letos je imel nagrado Sevnica, samostojno razstavo Hajk iz zadnje pesniške zbirke Hajkujev. Redno pa nastopa v rojstni hiši Jakoba Aljaža, kjer je sedež društva Kut Jarem, v katerem deluje. Barve v kvadratnih trenutkih zlite na platno, objete s časom, ki povzi med prsti umetnika. Barve zapisane v deblu hrastove duše. Igrajo se življenje na beli površini. Na beli površini bitja srca. Barve. Na oder vabim Rudija Stoparja. Rudi Stopar je vsestranski umetnik. V mnogih in plodovitih letih literarnih snovanj pa se je predstavil kot izvrstni pisec poezije, proze in hajkujev. Izdal je 11 pesniških zbirk, prvo že leta 1957. Sodeluje na naših srečanjih, večkrat je bil že nagrajen z izborom na regijsko in državna srečanja. Brez veterje preliva nebogljeno peno. Nebogljeno peno čustev sveta. Neuslišana tonejo v smaragdnih vrtovih zaledenelih gospodov bogov. Ujet v somrak
iščem svetlobo Rimske ceste. Mnogo katera ozrtja so malo trpetava. Moja ubornost ne sprejema samo sebe. Bežim v spomin, Marijonov molk. Tudi Descartes za ljubezen ne najde mogočen soutrip vsega. Polni se počivališče spominov. Prelili se bodo čez rob strahov v dvoumnost nasproti. Skok v dan. Odvržena krila sem si priboril, ne bom poletel k lažni svetlobi. Spoznanje minljivosti me je prizemljilo. Na odru naj se mi pridruži Evelina Sušnik, avtorica, ki se na območnem srečanju predstavlja prvič. Njeni verzi nastajajo v naravi, kot pravi, vedno v celoti. Njene pesmi so vitalistične, pozivajo k svobodi, bodrijo v težki situaciji. Pesnice vzor je drevo, ki raste v miru in tihi prisotnosti. Mogočno drevo. Mogočno parkovno drevo kljubuje življenju. Kljub vremenskim razmeram, od mraza do vroče pripeke, ohranja pokončno postavo, stabilnost, ravnovesja zunanje. Ne premakne ga veter močan, le tu in tam poči vejica suha. Odlomi se skorja preperela. Življenje ohranja ogrodje mogočno, kakor hrbtenica usode, se ne predaja, se ne upogiba, ohranja širino razvejanih vej, višino pokončno, s pogledom v širno neomejeno nebo. Navdaja s spokojnostjo in mirom notranjim, z vedanjem, da kljub vsemu ostaja ogrodje, ki zraslo je tekom let, vzpenjanja in vsakodnevne rasti, kot podlaga za mirne, sprijaznjene in sprejemajoče prihajajoče dogodke. V zadnjem času pa se je posvečala tudi pisanju kratke proze. Med leti 1992 in 2017 je izdala 6 samostojnih pesniških zbirk, je redna udeleženka naših srečanj, pogosto je izbrana na regijska in državna srečanja. Prijela je nagrado JSKD za najboljšo knjigo, izdano v samozaložbi v letu 2010. Njene pesnitve so objavljene tudi v več antologijah slovenskega pesništva. Harpune, še slane, po morju dišeče, se zlagajo na kup harpune. Na njih uničenje, padli angeli, zajamejo me, ko je sonce visoko. Z ostrino obkoljena, zajezena, pršim na vse strani neba. Potopi me v ocean, zagrne krater, konice bodejo, ranijo. Skupek suličastih bodic, raztrošenih med prst in oblak, me zaokroži navznoter. Naslednja avtorica, ki se bo predstavila na odru, je Ivana Vatovec. Ivano Vatovec pisanje izpopolnjuje vse od mladostnih dni. Vseskozi se udeležuje literarnih srečanj in natečajev, kjer je bila že večkrat nagrajena. Izdala je več pesniških zbirk, samostojne romane, 2 v soavtorstvu, piše besedila za narodno zabavno glasbo in zbore.
Roman Anine kresnice je tik pred izidom, v nastajajočem romanu Rajčica, iz katerega bo prebrala odlomek, pa pripoveduje o ljubezni, za katero pravi, da ima rok trajanja, kot vsaka stvar. Po tistem večeru sta se videla le vdaleč. Lojze k njim ni smel, ona pa se je bolj zadrževala doma. Ljudje so govorili tako in tako, a če je ni nihče videl, je tudi niso boleli vprašujoči in včasih privoščljivi pogledi. Izogibala se je vseh tistih, ki so hodili mimo njihove hiše, sosedov in redkih obiskovalcev. Najraje se je umaknila kam v samoto, samo da ji ni bilo treba prenašati neizgovorjenih vprašanj in pomilovanja nekaterih težko preizkušenih žena. Ana se je v mislih pogovarjala le s svojim otrokom, ki se je že živahno premikal v njej in jo opozarjal, da bo kmalu prišel na svet. Mati jo je včasih premerila z dolgim in očitajočim pogledom in kdaj je navrgla: "No, zdaj pa imaš." Pravzaprav so imeli vsi, le da se tega v svoji tleči jezi ni zavedala. Kaj bo, ko se otrok rodi? Sedaj je pri hiši le ona odveč, potem bosta oba z otrokom. Nekoliko ji je upanje vlivalo sporočilo Lojzeta, ki ga je prenesel brat Janez v dneh pred Božičem. Lojze pravi, naj te pozdravim, pa da ne obupaj, da se bo nekako že uredilo. On si išče zaslužek, da bi se morda le postavila na svoje noge, je rekel Janez sestri, ki se mu je smilila, ko jo je gledal vso bledo in žalostno ter spremenjeno v nosečnosti. Ah, Janez, ne vem, če bom to dočakala, saj veš, kako je pri nas, kako je povsod težko. Ani so se svetle solze usule iz oči in nizko je sklonila glavo. Janez je stopil k njej. Najraje bi jo objel in potolažil, a tega niso bili vajeni, zato ji je tiho rekel: "Ana, boš videla, da se bo uredilo. Še jaz bom pomagal." Rudi Mlinar, prosim, da se nam pridružiš, ob njem pa tudi Drago Pirman. Literarno ustvarjanje pisatelja Rudija Mlinarja je obsežno in bogato. 20 romanov, okoli 30 dramskih del, zbirke črtic, mladinska povest. V branje ponuja ogromno zgodb iz življenja delavstva in kmetov. Zadnje čase se posveča pisanju biografskih romanov. Odlomek iz njegovega novo nastajajočega romana Volan je okrogel kot svet bo prebral njegov literarni kolega Drago Pirman, tudi sam pisec in skoraj vedno tudi udeleženec naših srečanj. Njegovo je tudi avtorstvo moto našega srečanja, Če beseda bi doma ostala. Vabim ga, branju. Marsikje sem ob cesti videl skupine ljudi, ki so počeli, kaj so počeli, nisem mogel določiti. Bilo pa je videti, da so se družili in zabavali. Tudi veliko novih stavb sem videl in še več se jih je gradilo. Izven vasi pa so bili šotori raznih velikosti, kjer so spali delavci, ki so delali na bližnjih kmetijskih površinah. Včasih bi se najraje ustavil in se kaj podrobneje ogledal, a sem moral sukati svoj volan in nadaljevati vožnjo naprej proti Sanlurfi do kraja, kjer je bila naša zadnja kontrolna točka v Turčiji. Torej bo enkrat že konec Turčije, sem si oddahnil, ne vedoč, da bom to še kako obžaloval.